Koalicija je tudi obljubila, da bo proučila možnost ustanovitve posebne finančne policije. Dejali so, da bodo proučili možnost. Jaz nisem videl v enem letu nobenega dokumenta, ki bi jasno prikazal, kako so to proučevali in zakaj se niso odločili za takšen postopek, o katerem je seveda bi bilo potrebno še zelo veliko razpravljati ter pravilno umestiti takšno zadevo. Hkrati pa je ministrica zelo vehementno napovedala in vse priprave v policiji tečejo v to smer, da se ustanovi tako imenovani slovenski FBI, za katerega bodo mimogrede najeli novo stavbo, katere graditelj je eno od znanih slovenskih podjetij, investitor pa znani prijatelj partnerja od ministrice Kresalove, ki je mimogrede kupil po zelo ugodni ceni stanovanje na Obali. Tukaj gre za očitne povezave, ki mečejo slabo luč. Seveda, delovna skupina, ki pripravlja ta slovenski FBI, je tako velika, kot bo število pripadnikov te enote in z umikom najboljših kriminalistov z terena v to enoto, ki se bo ukvarjalo z nekim oskim segmentom kaznivih dejanj, bo se dodatno uslabila sposobnost kriminalistične službe na terenu preiskovati kazniva dejanja. Kriminalistična služba mora preiskovati vsa dejanja in še posebej seveda tista, ki so povezana s korupcijo in gospodarskim kriminalom. Ne pa samo s tem. Bojim se, da si ministrica, predvsem pa LDS, preko takšne organizacije zagotavljajo vpliv na delovanje takšnega organa, kar je seveda nesprejemljivo. Zapisali so tudi, da bodo dosledno izpeljali odločbo Ustavnega sodišča o tako imenovanih izbrisanih. Res so izdajali odločbe, res je pa tudi to, da na terenu, v upravnih enotah niso preverjali, ali so ti ljudje dejansko živeli v Sloveniji in niso spoštovali vseh tistih predpisov, ki bi jih morali. Koliko vem, so primeri, da so izdali odločbo osebi, ki je dokazljivo na upravni enoti vložila vlogo oziroma podala vse dokumente, s katerimi dokazuje, da ne živi na ozemlju Republike Slovenije prostovoljno in da se je preselila v eno od drugih republik bivše Jugoslavije in da se je kasneje začasno prijavila samo v Sloveniji, dejansko je pa živela drugje. Sedaj je ta oseba dobila za nazaj od 26.2.92 dokazilo, da je nenehno stalno živela v Republiki Sloveniji. In takšnih napak je še več. Jaz sem samo eno od teh povedal, vem pa, da jih je veliko več in da se stanje, dejansko stanje, ki bi se moralo preverjati, ni preverjalo v terenu. Sedaj se pripravlja tudi nov zakon, s katerim bodo pokrili tudi ostale, ki niso mogli dobiti po odločbi Ustavnega sodišča takšne odločbe in v tem zakonu imajo praktično zapisane takšne predloge, ki bodo omogočili vsem, kar poprek, da dobijo neka dokazila in seveda to bo posledično potegnilo za seboj tožbe. Jaz sem to nekajkrat poudarjal, imamo že 2 odločitvi sodišča, ki nista še res da pravnomočni, vendar ostali ljudje preprosto čakajo, ko bo ena od teh odločb postala pravnomočna, se bo vsul plaz tožb proti državi in Slovenija bo morala plačati strahovito visoke odškodnine in če parafraziram gospoda Krivica, ki je dejal, da Slovenija ne bo mogla v enem proračunu plačati odškodnine, ki jo bo plačala, pa da bo potrebno nekaj proračunov, potem si lahko samo predstavljamo, za kakšen denar približno gre. Dotaknil se bi še področja kadrovskih zamenjav. Kadrovske zamenjave na Ministrstvu za notranje zadeve so tipično politične. Na najvišje, najpomembnejše dolžnosti so strokovnjake, eksperte, ki niso bili povezani v nobenem slučaju z stranko SDS ali z menoj na nek način osebno politično, so jih takoj umaknili. Prvi primer je bila zamenjava generalne sekretarke ministrstva, ki je dolgoletna uslužbenka vlade, ki dela sedaj na nekem drugem ministrstvu in ki nima nobene zveze z Slovenska demokratska stranka. In na njeno mesto so postavili strankarskega človeka Damjana Laha, ki je bil državni sekretar LDS-a, ki je bil kandidat na volitvah LDS-a zadnjih državnostvorskih. In seveda bilo je potrebno najti primerno službo. Prav tako so za nek drug direktorat umaknili dolgoletnega eksperta na tem področju,
ki je pač predstavljal neko drugo ministrstvo in na njegovo mesto pripeljali bivšega poslanca LDS-a, človeka, ki ni uspel na volitvah in mu tako priskrbeli službo, to je Dušan Vučko. In tudi vse ostale direktorje, direktoratov in organov sestavil ministrstvo so kadrovali izključno po politični liniji, mimo akreditacijskega sveta, o katerem govorijo, da daje tako dobre predloge. To nas seveda pripelje do situacije, kjer lahko vidimo, da Ministrstvo za notranje zadeve in policija nista orodje v rokah vlade, nažalost. Tudi to bi bilo bolje kot to, kar je sedaj, ampak so orodje v rokah LDS-a. Samo ena stranka si lasti vse to področje in poskuša nedvoumno vplivati na to področje. Veliko izjav je bilo, tudi ministrice, in potem smo lahko sledili hitrim preiskavam samo nekega določenega kaznivega dejanja, ki je seveda potrebno preiskati. Hkrati pa je v tistem trenutku bilo nekaj 10 vlomov, tudi resnih tatvin v Sloveniji, v Ljubljani, ki jih policija ni preiskovala, ker so vsi morali preiskovati tisti znani napad na bar, kjer je gejevska skupnost imela svojo prireditev. Se pravi, ministrica je neposredno ukazala in vplivala na policijo, kako naj deluje in vsi ostali, več kot 25 kaznivih dejanj, resnih kaznivih dejanj se je tisto noč zgodilo v Ljubljani in okolici in policijska uprava Ljubljana je vse to pustila in se ukvarjala s tistim, kar si je želela ministrica. Da smo si na jasnem, to kaznivo dejanje je ravno tako bilo potrebno preiskati, vendar z silami, ki so na razpolago, ki jih policija ima in po prioritetah, ki so. Ministrica si tudi z tako imenovanimi izbrisanimi in z volilno bazo, ki bo s tem nastala, ustvarja neko stabilno volilno bazo 4 do 5% populacije, če vzamemo 25 tisoč ljudi in to pomnožimo z samo še z enim družinskim članom, je to 50 tisoč ljudi, 1% na volitvah v Sloveniji je približno 1%. Torej je to 4% in še nekaj zdrave. Na tak način si LDS poskuša zagotavljati stalno prisotnost v slovenskem parlamentu, kar je seveda nedopustno, sploh če zato imamo velike finančne posledice. Toliko na kratko. Hvala.